Danes večina ljudi sanja o življenju v bogastvu, razkošju in svobodi. In skozi zgodovino je veliko ljudi to doseglo ali pa so se v to rodili, čeprav ni vedno tako dobro, kot se zdi. V današnjem videu bomo raziskovali življenja različnih milijonarskih dedin, ki so imele precej tragične zgodbe in verjetno ne bi želeli biti v njihovi koži. Pridružite se mi, ko bomo raziskovali njihova življenja. Za našo prvo zgodbo se odpravljamo v Združene države Amerike v zgodnjem 20. stoletju, kjer je ena dedinja kljub svojim milijonom imela še posebej težavno zasebno življenje. Barbara Woolworth Hutton se je rodila v New Yorku 14. novembra 1912. Njen oče je bil Franklin Loss Hutton, premožen solastnik in ustanovitelj podjetja E.F. Hutton & Company, newyorškega investicijskega bančništva in finančnega podjetja. Vendar pa, čeprav je bil njen oče uspešen po svoje, je Barbarino prihodnje bogastvo prišlo do nje po materini strani, Edni Woolworth. Edna Woolworth je bila ena od 3 otrok ameriškega poslovneža Franka Winfielda Woolwortha. V poznem 19. stoletju je Frank Woolworth zaslužil ogromno denarja. Potem, ko je uvedel koncept trgovin s cenami po 5 ali 10 centov, prodajaln, v katerih je bilo vse običajno po ceni 5 ali 10 centov, predhodnic sodobnih trgovin z blagom za $1 ali 1 funt. Woolworthova ideja je bila izjemno uspešna in le nekaj mesecev po Barbarinem rojstvu je v New Yorku odprl stavbo Woolworth. Sedež podjetja, katerega gradnja je stala $13,5 milijona in ki je bila najvišja stavba na svetu vse do leta 1930. Kljub bogastvu njene družine je bilo Barbarino otroštvo zelo težavno. Njen oče je bil serijski ženskar, ki je imel vrsto zunajzakonskih afer, pri katerih ni bil ravno diskreten. Poleg tega je bil tudi oče, ki jo je zanemarjal in hud pijanec. Tako so mnogi ljudje, ko je Barbarina mati nenadoma umrla 2. maja 1917 pri komaj 33 letih, sumili, da si je vzela življenje. Uradno je v poročilu mrliškega oglednika pisalo, da je umrla zaradi zadušitve, ki jo je povzročila mastoiditis, resna okužba ušesno-nosno-žrelnega sistema. Toda dejstvo, da obdukcija nikoli ni bila opravljena, je mnoge vodilo v dvom o resničnosti tega. Smrt njene matere je bila za Barbaro še posebej kruta, saj je prav ona našla materino truplo. Stara je bila komaj 5 let, a spomin je zagotovo ostal z njo. Na to jo je oče dejansko prepustil vzgoji guvernante in jo vpisal na več zasebnih šol v New Yorku in v Farmingtonu v Connecticutu. V naslednjih letih so se zgodili dogodki, ki bodo zaznamovali preostanek njenega življenja. Leta 1919 je umrl njen dedek po materini strani, ustanovitelj Woolwortha, nato pa je leta 1924 umrla še njena babica po materini strani. Kot edini otrok Edni Woolworth je Barbara zdaj podedovala tretjino premoženja Woolworth, ki bi sicer pripadla njeni materi. To je takrat znašalo skoraj $13 milijonov, kar danes ustreza več kot $500 milijarde. Barbara do tega denarja zaradi svoje mladosti ni imela takojšnjega dostopa. Njen oče pa ga je zanjo dobro investiral, ko je končno dobila neposreden nadzor nad njim. V zgodnjih 30 letih je njegova vrednost presegla $50 milijonov, kar bi danes znašalo več kot $1 milijardo. Ko je Barbara pridobila to ogromno posestvo, si je že ustvarila sloves v ameriški visoki družbi, in to ne ravno dobrega. Ob koncu leta 1929 je borza na Wall Streetu utrpela ogromne izgube po gospodarskem razcvetu 20 let prejšnjega stoletja. V mesecih, ki so sledili, sta ameriško in svetovno gospodarstvo zdrsnila v veliko depresijo, saj so mnogi izgubili svoje prihranke, milijoni Američanov pa so ostali brez dela. Zato je bilo družbeno zelo sporno, ko je Barbarina družina ob njeni 18. rojstni obletnici novembra 1930 v New Yorku priredila razkošen debitantski ples zanjo. Na dogodku je kot gostujoči pevec nastopil tudi Rudy Valley, eden vodilnih zabavljačev tistega časa.
Dogodek je stal več kot $60,000, kar je v današnjih vrednostih več kot $1 milijon. To je bilo izjemno neprimerno, saj so finančnike, kot so Huttonovi, večinoma videli kot povzročitelje večine gospodarskih težav države, zaradi česar je bila Barbara v medijih ostro napadena. Označevali so jo za ubogo, malo bogato dekle, kar je namigovalo na njeno veliko bogastvo in tudi na njeno težavno družinsko ozadje. To je bil vzdevek, ki je zaznamoval tudi večji del njenega odraslega življenja. Življenje Barbare Hutton je morda najbolj znano po njenih številnih zakonih, skupaj 7. Prvi od teh se je zgodil, ko je bila stara komaj 20 let, in sicer z Aleksejem Midovanjem. Bil je potomec gruzijske družine, ki je v zgodnjih 1920-ih pobegnila s Kavkaza, saj so trdili, da jih tamkajšnje sovjetske oblasti preganjajo. Družina je bila družbeno ambiciozna in ko je spoznal Barbaro, je bil Aleksej že poročen z Louise Van Allen, članico premožne družine Astor. Hitro se je ločil od nje, da bi se 22. junija 1933 poročil z Barbaro, ki je bila premožnejša. Kot bi lahko pričakovali od takšne osebe, je takoj začel zapravljati ogromne vsote Barbarinega denarja, poleg milijonske dote, ki je bila družini Midovani zagotovljena kot del zveze. Ko je Barbara poleti 1935 natančno ugotovila, kaj se dogaja, in se ločila od njega, je izgubila precejšen del svojega premoženja. Barbarin drugi zakon je bil še manj uspešen. Ta je bil s Kurtot Horgvicom Reventlohom, manjšim danskim plemičem. Poročila sta se le nekaj tednov po njeni ločitvi od Aleksisa, vendar je zakon kmalu začel razpadati. Bil je tako fizično kot čustveno nasilen, zaradi česar je Barbara začela močno piti in jemati droge, navade, ki jih nikoli ni opustila. Med njunim 3-letnim zakonom je razvila tudi anoreksijo. Njen odnos s Kurtom je še dodatno zapletel njun otrok, deček po imenu Lance, ki se je rodil leta 1937 in je bil Barbarin edini otrok. Ugibalo se je, da je bila Barbarina anoreksija načrtovana zato, da ne bi mogla imeti še enega otroka. In res je povzročila njeno nezmožnost za nositve. Vendar pa ni dvoma, da je do svojega sina Lanca čutila določeno naklonjenost. Ob ločitvi leta 1938 je se uspešno borila s Kurtom za skrbništvo nad njim. In čeprav ga je dala v vzgojo guvernanti in ga pošiljala v zasebne internate, to je preprosto odražalo njeno lastno vzgojo in ni bilo nič nenavadnega za ameriško visoko družbo 30 let prejšnjega stoletja. Čeprav je bil njen zakon s Curtin grozljiva izkušnja, je Barbara v naslednjih letih vstopila v nekoliko srečnejše obdobje svojega življenja. Ko se je septembra 1939 začela druga svetovna vojna, je postala aktivna zbirateljica sredstev za ta namen. V Ameriki, država, ki je bila naklonjena stiski Britanije, Francije in drugih žrtev nacistične agresije v Evropi. Vendar pa ni bila pripravljena vstopiti v vojno v njenih zgodnjih letih. Hutton je zagotovil sredstva in aktivno vodil kampanjo za dodatno pomoč svobodnim Francozom, potem, ko je bila Francija poleti 1940 osvojena. Do tega časa se je preselila v Kalifornijo in je uporabljala svoj ugled za aktivno prodajo vojnih obveznic, potem ko so ZDA vstopile v vojno po napadu na Pearl Harbor na Havajih decembra 1941. Prav tukaj se je njeno razmerje z igralcem Caryjem Grantom še okrepilo. Barbara je spoznala zvezdnika filmov Bringing Up Baby, His Girl Friday in Zgodba iz Filadelfije nekaj let prej, prek njunega skupnega znanca, milijonarja in filantropa Howarda Hughesa. Poročila sta se julija 1942, mediji pa so jo posmehljivo poimenovali Cash in Carrie. Zveza je bila ena njenih srečnejših, čeprav tudi ta ni trajala dolgo in sta se leta 1945 ločila. Vendar Grant nikoli ni poskušal priti do Barbarinega denarja in oba sta trdila, da sta ostala tesna prijatelja še dolgo po ločitvi. Po koncu zakona z Grantom in po koncu druge svetovne vojne se je Hutterjeva za nekaj let preselila v Evropo. Tam se je leta 1947 poročila s princem Igorjem Trubitskim, francoskim aristokratom in športnikom ruskega rodu.
Uporabil je Barbarin denar, da bi si pomagal postati eden vodilnih evropskih dirkačev, saj je profesionalno avtomobilsko dirkanje v poznih 40 letih vstopalo v svojo prvo zlato dobo. Zveza, kot vse Barbarine, se je končala že po nekaj letih, ko sta se leta 1951 ločila. Na to ni dobro odreagirala in propad njenega 4. zakona, skupaj z vse hujšo zlorabo drog in alkohola ter anoreksijo, je Barbaro pripeljal do poskusa samomora. Še huje pa je bilo, da je novica o tem v začetku 50 let prišla v medije. In Barbari Hutton so znova poročali v ameriških in evropskih medijih kot o ubogi mali bogatašini, več kot 20 let potem, ko je prvič dobila ta vzdevek. Decembra 1953 je Barbara Hutton vstopila v svoj 5. in najkrajši zakon. To je bilo s Porfirijem Rubidoso, diplomatom in playboyem iz Dominikanske republike. To je bila morda najbolj nenavadna zveza Barbara Hutton. Porfirio je bil prej poročen z Doris Duke, ameriško dedinjo premoženja družine Duke iz tobačne industrije. Doris in Barbara sta se rodili v razmaku nekaj dni leta, 1912. Bili sta med najbogatejšimi ženskami na svetu in sta skozi leta razvili zanimivo rivalstvo. Poročila se je z Rubiroso leta 1947, vendar se je zakon kmalu končal. Rubirosa pa je pri ločitvi prejel ogromno finančno poravnavo. Zdaj pa je Barbara še dodatno solila rano, saj se je poročila z bivšim možem svoje tekmice. Mnenje, da je šlo za lažen zakon, bi zagotovo podprla tudi njegova dolžina oziroma kratkost, če smo natančni. Hutton in Rubirosa sta se ločila že po 53 dneh. Tudi tokrat je odšel z veliko poravnavo. Nenavadno je, da je Rubirosa v ločitveni poravnavi tako z Dukevo kot s Huttonovo pridobil predelan bombnik B-25. Barbara se je poročila še dvakrat. Šestič se je poročila z baronom Gottfriedom Aleksandrom von Kramom, profesionalnim nemškim tenisačem, ki ga je poznala že nekaj let in ki je v 30 letih dvakrat osvojil odprto prvenstvo Francije. Poročila sta se leta 1955 in se ločila leta 1959. Potem se je Barbara poročila le še enkrat, in sicer s princem Raimondom Dvanom Vienhanerjem Champersakom, laoškim aristokratom. Njuna zakonska zveza je trajala nekaj več kot 1 leto, sredi 60 let prejšnjega stoletja. Barbarin 7. zakon je bil njen zadnji. Ko se je končal sredi 60 let, je njeno življenje začelo dobivati tragičen videz. Njene težave z alkoholom in drogami, skupaj z anoreksijo, so do svojih 50 let povzročile številne zdravstvene težave. Medtem ko so njeno razkošno zapravljanje in poravnave ob ločitvah povzročile, da je bil velik del njenega ogromnega premoženja skozi leta porabljen, ukraden ali zapravljan. Velik del tega je bil tudi posledica njene velike radodarnosti. Prijatelji in znanci so vedno vedeli, da bo prisluhnila njihovim prošnjam za finančno podporo za en ali drug podvig. Zaradi tega je bila, kot pogosto opita ženska, tudi dovzetna za izkoriščanje. To tragično pozno obdobje življenja se je še poslabšalo leta 1972, ko je njen edini otrok, Lance, iz njenega 2. zakona, umrl v letalski nesreči v svojih srednjih 30 letih. Potem se je Barbara še bolj umaknila iz javnosti. Prodala je nekaj svojih domov, da bi poskušala stabilizirati svoje finance in se v sredini 70 let preselila v penthouse hotela Beverly Wilshire v Los Angelesu. Tukaj je preživela zadnje obdobje svojega življenja, zasvojena s protibolečinskimi tabletami in alkoholom ter skoraj slepa. Tam je umrla zaradi srčnega napada, 11. maja 1979, stara 66 let. Takrat je splošno veljalo, da ji je ostalo le $3500 na svoje ime. Čeprav je bila pol stoletja prej ena najbogatejših žensk na svetu, pa ni jasno, kakšno premoženje je dejansko imela, če so bila vključena vsa njena sredstva. V vsakem primeru je bil to tragičen konec življenja ameriške znane, uboge male bogatašinje. Nato si bomo ogledali tobačno dedinjo, ki so jo poimenovali najbogatejše dekle na svetu. Vse življenje je bila izpostavljena veliki nezaželeni pozornosti medijev in celo ušla kazni za umor.
Doris Duke je bila rojena 22. novembra 1912 v New Yorku. Bila je edini otrok Jamesa Buchanana Dukea in njegove druge žene Nanalyn Holt Inman. Prvi zakon Jamesa z Lillian Fletcher McReady se je hitro končal z ločitvijo leta 1906 in iz tega zakona ni bilo otrok. Tako je bila Doris edini otrok Dukea in njegovo bogastvo je oblikovalo vse njeno življenje. James Buchanan Duke je bil lastnik in ustanovitelj American Tobacco Company, ki jo je ustanovil leta 1890. American Tobacco Company je bila znana po tem, da je uvedla več inovacij v proizvodnjo cigaret, predvsem papir, ki so ga uporabljali za zvijanje, in tudi prve poskuse kemične obdelave uporabljenih sestavin. Dukeovo podjetje je kmalu v času vrhunca pozlačene dobe ustvarjalo ogromne dobičke in on je utrdil svoj nadzor nad trgom. Do konca 19. stoletja je American Tobacco Company prodajala približno 90% vseh cigaret pokajenih v Združenih državah. In to je bilo v času, ko je bilo bolj običajno, da odrasla oseba kadi, kot da ne kadi. Zaradi vsega tega so bili Dukei med najbogatejšimi družinami v Ameriki. James se je ukvarjal z obsežno filantropijo, vključno z velikimi donacijami Trinity College v Severni Karolini, ki so ga kasneje preimenovali v Duke University, v znak priznanja za njegovo izjemno finančno podporo. Doris je odraščala na ogromnem posestvu svoje družine v Hillsborough Townshipu v New Jerseyju. Posestvo Duke Farms, kot je bilo znano, je obsegalo 2700 akrov. Ko je njen oče umrl leta 1925, je Doris dejansko podedovala glavnino njegovega ogromnega premoženja, ki je bilo takrat ocenjeno na več kot 100 milijonov dolarjev, kar bi danes znašalo več kot 1 milijardo dolarjev. Vendar pa zaradi svoje mladosti takrat še ni prejela denarja. Namesto tega je bil vzpostavljen dogovor, po katerem bi Doris postopoma prevzemala nadzor nad premoženjem v svojih 20 letih. Doris je postala polnoletna prav v času, ko so Združene države Amerike zaradi zloma borze na Wall Streetu jeseni 1929 bile pahnjene v veliko gospodarsko krizo. V tem kontekstu so razkošne debitantske zabave za osebnosti, kot sta bili Doris in njena sodobnica Barbara Hutton, dedinja bogastva družine Woolworth v zgodnjih 30 letih, vzbujale enako mero zanimanja in kritik v ameriškem tisku tistega časa. Njo in Huttonovo so poimenovali zlati dvojčici, posamezno pa kot najbogatejše dekle na svetu ali ubogo bogato dekle. Leta 1935, ko je bila stara komaj 22 let, je Dukova presenetila tako svoje znance kot tudi tabloide, ko se je odločila poročiti z ambicioznim politikom po imenu Jimmy Cromwell. Cromwell je bil 16 let starejši od nje in je začel uporabljati Dorisine bogastvo za napredovanje svojih političnih ambicij. Tudi on je prihajal iz premožne družine, čeprav precej manj premožne kot Dukova. Po začetnem dveletnem medenih tednih okoli sveta sta se Cromwellova za kratek čas naselila na Havajih, kjer sta zgradila dvorec, ki sta ga poimenovala Shangri-La. Vendar se je njun zakon začel razpadati v zgodnjih 40 letih prejšnjega stoletja. Najprej je bil imenovan za ameriškega veleposlanika v Kanadi, vendar se Doris država ni priljubila in je odšla na Havaje. Potem se je njun prvi otrok tisto poletje rodil prezgodaj in naslednji dan umrl v Honoluluju. Potem sta se Doris in Jimmy postopoma oddaljila in leta 1943 sta se ločila. Smrt njenega prvega otroka in razpad zakona sta Doris pripeljala do tega, da je postajala vse bolj tragična osebnost. To se je še poslabšalo, ko je prejela novico, da je njena nosečnost in zapleti z njo leta 1940 skoraj zagotovo pomenila, da ne bo mogla imeti več otrok. Kot odziv na to je Doris začela kazati ekscentrično vedenje, obiskovala vedeževalce in druge, za katere je verjela, da ji bodo omogočili stik z njeno mrtvo hčerko. Še bolj zaskrbljujoča pa je bila njena vse večja odvisnost od alkohola in različnih predpisanih zdravil, vključno z opiati. Leta 1947 se je Doris Duke drugič in zadnjič poročila. To je bil Porfirio Rubirosa, diplomat in playboy iz Dominikanske republike.
Zveza je povzročila precejšnje polemike, predvsem zaradi vmešavanja ameriškega zunanjega ministrstva, ki je Doris Duke opozoril, naj Ruby Rossi ne dovoli, da bi njeno ogromno bogastvo uporabil za svoje politične namene. Kljub temu opozorilu mu je še vedno dajala ogromne vsote denarja. Oba sta bila očitno nezvesta in zakon se je končal leta 1951. Ruby Rossa pa je kot del ločitve prejel ogromno finančno poravnavo, ki je nenavadno vključevala tudi predelan bombnik B-25. Duke se ni več poročila, vendar je še naprej prihajala v središče pozornosti zaradi govoric o njenih številnih aferah z osebami, kot sta bila slavni igralec Errol Flynn in kasneje jazz pianist Joe Castro. Morda najbolj nenavadna od teh govoric, ki so krožile o njenem ljubezenskem življenju, je bila tista, da naj bi Doris za kratek čas imela afero z generalom Georgeom Pattonom, enim največjih poveljnikov druge svetovne vojne. Vendar je bil Patton skoraj 30 let starejši od Duke, zato se to zdi malo verjetno. Čeprav obstajajo določena nesoglasja glede razmerij Duke, pa je njeno filantropsko delo dobro dokumentirano v javnih evidencah. Velik del svojega premoženja je med 40 in 80 leti vložila v umetnost in hortikulturo. Posebno zanimanje je imela za islamsko in jugovzhodnoazijsko umetnost ter si ustvarila obsežno zbirko del iz srednjeveškega in zgodnjega modernega obdobja. Kar zadeva njena hortikulturna zanimanja, je bila večina teh usmerjena v razvoj posestva Duke Farms, kjer je odraščala. Tukaj je Duke v poznih 50 letih začela razvijati vrtove Duke Gardens, obsežno serijo rastlinjakov, botaničnih vrtov in zimskih vrtov z umetnimi jezeri in terasami. Duke je bila na ta projekt izjemno osebno ponosna in je pogosto preživljala dolge dneve, ko je sama delala v vrtovih Duke Gardens v poznih 50 in v 60 letih. Prav tako je gojila prijateljstva z nekaterimi vodilnimi osebnostmi na tem področju, zlasti z Louisom Bromfieldom, ki je leta 1927 prejel Pulitzerjevo nagrado za svojo knjigo Zgodnja jesen. S finančno podporo Duke je Bromfield ustanovil kmetijo Malaba v Mansfieldu v Ohio, eksperimentalno hortikulturno posestvo v tej zvezni državi, ki se razprostira na skoraj 1000 akrih zemlje. V teh letih je nekaj časa pisala tudi za Harper's Bazaar. Leta 1945 pa je bila za kratek čas novinarka v Evropi ob koncu druge svetovne vojne pri International News Service. Vendar pa je Duke s staranjem postajala vse bolj ekscentrična in ko se je začelo slabšati duševno zdravje, je njeno pisanje zamrlo. Leta so minila in Duke je zdaj postala ženska z zelo resnimi težavami z alkoholom in drogami, kar je leta 1966 pripeljalo do najbolj spornega dogodka v njenem življenju. Do 60 let prejšnjega stoletja si je Duke pridobila več hiš in dvorcev po vsej Ameriki, v New Jerseyju, New Yorku, Los Angelesu, Rhode Islandu in na Havajih. Zaradi tega je imela veliko osebja, ki je bilo zadolženo za upravljanje in vzdrževanje teh velikih posestev. Eden takšnih zaposlenih je bil Eduardo Tirela, kustos Dukovih pomembnih umetniških zbirk. Tirela je bil pri Dukovi zaposlen več let, vendar je leta 1966 želel nadaljevati kariero v produkcijskem oblikovanju v Hollywoodu. Ko je Tirela 6. oktobra 1966 zvečer obiskal Dukeovo, da bi ji povedal o svoji odločitvi, sta se zapletla v vročo prepir. To se je zgodilo v njeni hiši na Rough Pointu v Newportu na Rhode Islandu. Nato sta sedla v najeti avto, da bi se z njim odpeljala do hiše. Ko sta prispela do vrat dvorca Duke tukaj, je Tirela izstopil iz avta in šel odpreti vrata. Kaj se je zgodilo nato, je predmet resnega spora. Vemo, da je vozil avto in pustil motor prižgan, ko je izstopil, da bi odprl vrata. Ko je to storil, je Duke izstopil iz sovoznikovega sedeža in sedel na voznikov sedež. Kasneje je pričala, da je nameravala avto samo premakniti naprej, da bi pobrala Tirelo, ko bi odprl vrata, vendar je po nesreči pritisnila na plin. Dokazi na kraju dogodka kasneje niso bili skladni s to razlago, izid pa je bil brutalen. V naslednjih trenutkih je avto trčil v Tirelo in ga stisnil med avto in vrata. Kmalu zatem je zaradi poškodb umrl.
Po incidentu je družina Tyrrella tožila Duka zaradi protipravno povzročene smrti. Dosegli so poravnavo v višini približno $75,000, kar bi danes znašalo okoli $500,000. Preiskava je nato ostala odprta še več let. Toda Duke, ki je bil na zadevni večer najverjetneje pod vplivom alkohola, se je na koncu uspel izogniti kakršnimkoli nadaljnjim kaznim ali kazenskim obtožbam. S podkupninami in zagotavljanjem velikih količin javnih sredstev mestnemu svetu Newporta in drugim lokalnim dobrodelnim organizacijam. Kljub temu, da se je po incidentu s Tyrrello leta 1966 izognil zaporni kazni, se Dukov ugled v krogih ameriške visoke družbe nikoli ni popolnoma povrnil. Zaradi tega je v 70. in 80. letih postala bolj zaprta. Njena uporaba alkohola in drog, ki je bila že prej precejšna, pa se je še povečala. Proti koncu svojih 70 let so Dukovo njeni zdravniški svetovalci prepričali, naj se podvrže nizu operacij. Nekateri od teh posegov so bili nujni medicinski ukrepi, kot je bila menjava kolena, drugi, vključno z dvigom obraza, pa so bili povsem kozmetični. Operacija zamenjave kolena, ki je danes precej rutinski poseg, je bila v zgodnjih 90. letih še vedno zahtevna. V primeru Dukeve je bila operacija slabo izvedena, zaradi česar je bila do konca življenja priklenjena na invalidski voziček. Prav v tem pooperativnem obdobju je Dukova, ki je bila vse bolj slabotna in zmedena, podpisala novo oporoko, v kateri je svojega butlerja, Bernarda Laffertyja, določila za glavnega dediča svojega premoženja. Lafferty je bil zloglasen lik, ki ga je Dukova pred leti zaposlila bolj kot pivskega tovariša, kot iz kateregakoli drugega razloga. Ta sprememba v Dukovi oporoki je dobila zlovešč pridih le nekaj mesecev kasneje, ko se je Dukova začela dušiti s hrano. Lafferty pa je zavrnil poklicati rešilca. Le nekaj tednov kasneje, po nekaj obiskih bolnišnice in medtem ko je bila pod vplivom velikih količin morfija in drugih protibolečinskih zdravil, je umrla 28. oktobra 1993. Dukeova je bila stara 80 let. Njeni pepel so nato raztresli v Tihem oceanu. Takoj so se pojavili spori glede njene zapuščine, ocenjene na $1,3 milijarde, pri čemer so odvetniki različnih strani obtoževali Laffertyja, da je manipuliral z Dukovo in jo prepričal, naj v zadnjih mesecih spremeni svojo oporoko, čeprav je bila vse bolj negotova glede svojih dejanj. Sčasoma so posredovala kalifornijska sodišča in odločila, da bo Doris Duke Charitable Foundation prejela zelo velik delež zapuščine. Kljub temu je Lafferty še vedno prejel enkratni znesek v višini $4,5 milijona in nato $500,000 letno. Potem je odšel v Los Angeles, kjer je umrl leta 1996. Kmalu pred svojo smrtjo je bil oproščen v preiskavi, ki jo je sprožil okrožni tožilec Los Angelesa, da bi ugotovil, ali je bila Dukova umorjena ali pa je umrla zaradi zapletov povezanih z njenimi zdravstvenimi težavami. Leta 2020 je Peter Lance, preiskovalni novinar, skupaj z Newport Daily News pripravil novo poročilo o okoliščinah smrti Edwarda Tyrrelle leta 1966. Na podlagi nove ocene vseh dokazov je zaključil, da Dukova ni le namerno zapeljala v Tyrrello z avtomobilom, medtem ko je ta odklepal vrata, ampak ga je nato, ko je že ležal na tleh, povozila še drugič. Uradna poročila so bila nato prirejena ali pa so bili deli iz njih odstranjeni, preden so jih dali na voljo družini Tyrrella. Življenje v samoti, stran od javnosti, se morda nekaterim sliši idealno, vendar pa nezaupanje dedinje bakrenega bogastva do drugih, zdravstvene težave in način, kako je živela, niso nekaj, kar bi si želelo veliko ljudi. Haužette Marcelle Clark se je rodila 9. junija 1906 v mestu Pariz v Franciji. Haužette je bila druga najstarejša hči Williama A. Clarka, njena mati pa je bila Anna Eugenia Clark, Williamova druga žena. Njen oče, ki je bil ob rojstvu uget, star skoraj 70 let, je bil ena vodilnih osebnosti ameriškega življenja v začetku 20. stoletja. Svoje bogastvo je zaslužil med širjenjem Združenih držav Amerike proti zahodu v Montano in druge regije od 60. let 19. stoletja naprej. Nato pa je zasluženi denar uporabil za diverzifikacijo v gradnjo železnic med železniškim razcvetom.
Od tam je stopil v politiko in v 90. letih 19. stoletja postal senator iz Montane. Tako se je Hužet rodil v eni najbogatejših in najvplivnejših družin v Ameriki poznega obdobja pozlačene dobe. Hužet je svoje zgodnje življenje preživela v Parizu, saj so se Clarkovi družili z evropsko visoko družbo. Na primer, leta 1911 je bila s svojo družino prisotna na kronanju britanskega kralja Jurija V. Kmalu pa so jo poslali nazaj v Ameriko, kjer se je v zgodnjih 1910-ih izobraževala na zasebni dekliški šoli Spence School v Manhattanu v New Yorku. Tukaj je skupaj z več drugimi člani svoje družine prebivala v hiši Fifth Avenue House, ogromni 6-nadstropni stavbi z 121 sobami, za katero so verjeli, da je bila takrat največja hiša v lasti enega lastnika v New Yorku. Ko se je Hužet rodila leta 1906, je imela veliko bratov in sester ter pol bratov in pol sester. Njen oče je imel 7 otrok iz prvega zakona in čeprav sta 2 od teh umrla v otroštvu, jih je 5 preživelo otroška leta. Čeprav je še en, Paul Clark, umrl v poznih najstniških letih leta 1896. Tako je imela Hužet 4 polbrate in pol sestre, Marijo, Karla, Katarino in Williama, ki so bili vsak približno 30 do 40 let starejši od nje. Poleg tega je imela Huže eno rojeno sestro, Andrejo, ki se je rodila 4 leta pred njo, vendar je tudi ona umrla mlada zaradi meningitisa leta 1919. Družinska ureditev je bila pomembna, saj je bil patriarh družine v letih in njegovo premoženje bi kmalu podedovali njegovi otroci. To premoženje je bilo zelo veliko, saj Clark je še naprej razvijal svoje poslovne interese in se v prvem in drugem desetletju 20. stoletja širil na dodatne rudarske dejavnosti. In pri razvoju Las Vegasa v njegovih zgodnjih dneh kot postajališče za popotnike na poti v Los Angeles. Tako je bilo, ko je končno umrl 2. marca 1925 v mestu New York, njegovo premoženje ocenjeno na približno $300 milijonov. Prilagojeno inflaciji bi to danes pomenilo več kot $5 milijard ameriških dolarjev. Tako so Clarkovi otroci po njegovi smrti podedovali ogromno bogastvo. Hužet zagotovo ni sledila očetu niti v posel, niti v politiko, potem ko je po njegovi smrti spomladi 1925 prejela svoj delež dediščine. Verjame se, da je ta znesek znašal okoli $50 milijonov ameriških dolarjev, saj je njen oče svoje premoženje približno enakomerno razdelil med ženo in 5 živih otrok. Hužet je bila zadovoljna, da se je ukvarjala s filantropijo in razvijala svoje interese v svetu umetnosti in mode. Na primer, konec 1920-ih je porabila okoli $50,000 za izsušitev slanega ribnika pri svoji vili Belos Verdes v Santa Barbari v Kaliforniji, za uporabo kot ptičje zatočišče, ki ga je poimenovala Andre Clark Bird Refuge, v čast svoji sestri, ki je umrla desetletje prej. Clarkova je nekaj časa živela v Santa Barbari, potem ko se je poročila z Williamom McDonaldom Gloverjem, študentom prava, ki ga je spoznala v New Yorku, ko sta oba študirala. Poročila sta se avgusta 1928, vendar zakon ni dolgo trajal in sta se ločila teden dni pred prvo obletnico poroke. Tako se je kmalu vrnila v New York in se nastanila v stanovanju na 5. aveniji. Tukaj so njeni estetski čuti kmalu prišli do izraza. Huguet je preuredila stanovanje in sosednja stanovanja ter ustvarila ogromen odprt prostor s pogledom na centralni park v veliki dvorani s knjižnico in drugo opremo. V 30. letih prejšnjega stoletja se je Huguet nekoliko vključevala v družbo vzhodne obale, razstavljala nekaj svojih slik na razstavi v Corcoran Gallery of Art v Washingtonu in obiskovala modne revije v New Yorku. Vendar je bil njen krog tesnih prijateljev majhen in tistim, ki so jo v teh letih poznali, se je zdela izmuzljiva in redko besedna. Skozi leta je bila Huguet vse bolj zaprta vase. Še naprej je zapravljala denar, vendar pogosto za pobude, ki jih nikoli ni obiskala, ali pa je donirala anonimno.
Na primer, v 30 letih prejšnjega stoletja je bila zgrajena vila pri ptičjem zavetišču v Santa Barbari in Huguette je še naprej vsak mesec plačevala $10,000 za vzdrževanje vsega tam, vendar je zelo redko obiskovala kraj. Pa odmaknjenost se je še okrepila po smrti užetine matere leta 1963, s katero je večino svojega odraslega življenja živela v New Yorku. Tako je v večjem delu 60. in 70. let postopoma postajala vse bolj oddaljena osebnost v New Yorku. Velik del tega je bil posledica vse večjega nezaupanja do neznancev. Huguette se ni nikoli ponovno poročila in ni imela otrok. Zato je v svojih poznejših letih začela gledati na vse kot na nekoga, ki se skuša prikupiti, da bi imel koristi od njene oporoke. Morda ni bila povsem napačna v takšni skrbi, vendar so bile njene metode izjemno paranoične. Na primer, vse pogosteje je raje govorila v francoščini, da bi skrila, kaj govori pred tistimi okoli sebe. Do poznih 80. let je Uže postal skoraj mitična osebnost v New Yorku, skoraj nikoli viden ali slišan. In potem, in to na tako omejen način, da so mnogi verjeli, da je dejansko mrtva. Kar ni bilo nepredstavljivo, saj je bila leta 1986 stara 80 let. Kljub temu je bila Uže živa, čeprav v zelo slabem stanju. Proti koncu 80. let je postala zelo krhka in je trpela za številnimi boleznimi. Najhujše so bile rakave spremembe na obrazu, ki so jo iznakažile. Uže je zavrnila zdravljenje svojih bolezni, saj bi to pomenilo, da bi morala za daljše obdobje zapustiti svoje stanovanje in obiskati bolnišnico. Vendar leta 1991 ni bilo več drugih možnosti. Tako so jo tisto pomlad sprejeli v bolnišnico Doctors Hospital na Upper East Side v Manhattanu. Tam so njeni zdravniki podali streznujočo oceno njenega stanja. Ugetin obraz je bilo treba operirati in rekonstruirati. Tako huda je bila škoda, ki jo je povzročila njena zavrnitev zdravljenja sprememb. Pravzaprav ni bila pri zdravniku že 2 desetletji in zdelo se je, da je redko, če sploh kdaj, jedla. Tudi njeno duševno stanje je bilo zelo slabo. Pogosto se je zdelo, kot da se ne zaveda svoje okolice in ljudi, ki so se pogovarjali z njo. Po operaciji in okrevanju so zdravniki Clarkove svetovali, da se lahko vrne domov v svoje stanovanje. Vendar se je Uže navadila na novo okolje. Zato je začela bolnišnici Doctors Hospital plačevati skoraj $1000 na dan, da bi ji dovolili ostati v bolniški sobi. Nato so jo premestili v Beth Israel Medical Center, kjer je zasedla sobo v 11. nadstropju s pogledom na centralni park in začela plačevati zasebno medicinsko osebje, da je skrbelo zanjo. Zaradi tega je Uguette Clark zadnjih 20 let svojega življenja preživela v bolnišnici, vendar je imela v bistvu svoj polzasebni oddelek s pogledom na park, nad katerim je njen stanovanje kraljevalo več kot pol stoletja. In kar je zanimivo, sprememba okolja je očitno dobro dela. Skozi leta sta se njeno zdravje in duševno stanje precej izboljšala, kot so občasno zapisali njeni zdravniki v poročilih, čeprav je ostala zelo ekscentrična. Kar je bilo pri vsem tem zanimivo, je to, da si Uguette niti ni prizadevala stopiti v stik z nobenim od številnih članov svojega osebja. Iz njenega stanovanja na 5. aveniji, posestva v Santa Barbari v Kaliforniji ali dvorca, ki ga je kupila v 50. letih v Connecticutu, a v njem nikoli ni zares živela. V teh različnih rezidencah so člani osebja še naprej prejemali plačo in opravljali svoje delo pri vzdrževanju posesti. Vendar niso imeli pojma, kje je njihova delodajalka ali kaj se je z njo zgodilo. Medtem je Uguette pridno porabljala večino svojega ogromnega premoženja, še preden je umrla. Posameznikom so bile podarjene razkošne vsote. Njena tesna, dolgoletna prijateljica je prejela $10 milijonov. To je morda bilo povsem zakonito. Toda dejstvo, da je ena od Ugattovih zasebnih medicinskih sester v medicinskem centru Beth Israel, Hadassah Perry, prejela več kot $30 milijonov v gotovini, zapuščinah in darilih,
nakazuje, da je prišlo do neke vrste izkoriščanja. Po drugi strani pa je bila Uget v svojih poznejših letih ženska, od katere je bilo težko ne prejeti daril. Ob neki priložnosti je serviserju, ki je popravil televizor v bolniški sobi, dala $25,000. Uget je končno umrla 24. maja 2011 v starosti 104 let. Takoj se je pojavila polemika glede njenega premoženja in zapuščine. Na primer, razkrilo se je, da je Uget imela v lasti več zelo dragocenih slik številnih znanih francoskih impresionističnih slikarjev iz 19. in začetka 20. stoletja, kot sta Edgar Degas in Claude Monet. Nekatere od teh so izginile iz njenih dvorcev v letih, ko je bivala v bolnišnici. Vendar pa je največje polemike okoli Ugetine oporoke povzročila razdelitev 300-milijonskega premoženja, ki ga je imela v času svoje smrti. Sprva je bila na sodišču predstavljena oporoka, ki je pokazala, da je Uget želela približno 3/4 svojega premoženja podariti različnim dobrodelnim organizacijam. Približno $30 milijonov je bilo na to rezerviranih za njeno zasebno medicinsko sestro Hadassah Perry, poleg približno $30 milijonov daril in denarja, ki jih je Uget podarila, ko je bila še živa. Druge določbe so omogočale zapuščino njeni krščenki, Wandi Steicher, ter denarna izplačila nekaterim njenim dolgoletnim služabnikom v njenem stanovanju na 5. aveniji. Kmalu pa se je izkazalo, da je Uget pravzaprav že nekaj tednov prej podpisala povsem drugo oporoko, še preden je bila ta zadnja oporoka dokončana. Ta je bila izjemno drugačna od druge oporoke, ki je bila na koncu potrjena. Prva oporoka je Uget omogočila, da večino svojega premoženja zapusti širši družini. Do leta 2011 so bili večinoma to pranečaki in pranečakinje, ali celo bolj oddaljeni sorodniki, od katerih nekaterih Uget ni nikoli srečala. Številnih starejših članov pa ni videla že od 50 let prejšnjega stoletja. Kljub temu se je Uget vsaj začasno poigravala z idejo, da bi jim zapustila večino svojega premoženja. Ko se je razkrilo, da je obstajala prva oporoka, ki je bila hitro spremenjena, da bi razjedinila njeno širšo družino, so se Ugetini sorodniki pritožili na sodišče. Njihovi argumenti so bili očitni. Uget je bila izjemno stara ženska z vprašljivim psihičnim stanjem in verjeli so, da sta jo njena zasebna medicinska sestra in drugi v zadnjih tednih prisilili, da je spremenila oporoko v njihovo korist ter jih razjedinila. Verjetno je, da je to res. Prav tako pa je verjetno, da se je Uget preprosto odločila nagraditi tiste ljudi, ki so ji bili v zadnjih 20 letih najbližje. Kakorkoli že, sodnik je odločil, da je argument družine trden. Tako je bila Ugetina prva oporoka dejansko uresničena. Družina pa je prejela več kot 75% celotne zapuščine. Ugatova zasebna medicinska sestra Hadassah Perry je bila prisiljena vrniti $30 milijonov, ki jih je prejela kot del oporoke. Poravnava pa je bila dosežena pod pogojem, da prejemanje podobnega zneska v darilih in drugih zapuščinah skozi leta, ko je bil Ugat še živ, ne bo izpodbijano. Tako je družina Clark na koncu postala glavni upravičenec njene oporoke. Čeprav nikoli ne bomo zagotovo vedeli, komu je skrivnostna Uget Clark dejansko želela zapustiti svoje premoženje. Sama je bila pokopana v družinskem mavzoleju v Bronxu v New Yorku, medtem ko je več umetniških del, ki jih je zbirala v svojem življenju, danes razstavljenih v pomembnih muzejih in galerijah. Predstavljajte si to. Tvoj oče umre, ko si star komaj 7 let. Imaš mater, ki ji ni mar zate, in ko si star 20 let poskrbi, da te sterilizirajo, v upanju, da bo dobila tvojo dediščino. Žal je bilo to življenje nesposobne dedinje. Anne Cooper Hewitt se je rodila v mestu Pariz 28. julija 1914, na datum, ki ga pogosto štejejo za začetek Prve svetovne vojne. Na ta dan je Avstro-Ogrsko cesarstvo napovedalo vojno Srbiji, kar je sprožilo val napovedi vojn po vsej Evropi. Bil je to zlovešč začetek, na katerega je Annina mati kasneje v življenju pogosto opominjala svojo hčer. Njena mati je bila Marion Jean Andrews, ženska, ki je bila prej poročena z dr. Perdo Sato Brugjejem in Aleksandrom Turnerjem Stuartom Denningom.
Oba ta moška sta bila precej premožna in sta bila tesno povezana z uglednimi newyorškimi bankirji in finančniki. Vendar pa Annin oče ni bil nobeden od teh moških, temveč Peter Cooper Hewitt. Tudi on je prihajal iz zelo ugledne družine, saj je bil njegov dedek Peter Hewitt milijonar, izumitelj in poslovnež, ki je bil patriarh New Yorka. V času Anninega rojstva je bil Peter poročen z Lucio Bondworth, hčerko še ene ugledne in premožne bančne družine. Tako je bila spočeta v zunajzakonski aferi, ki jo je Peter imel z Marion od zgodnjih 1910-ih naprej. Kmalu pa bi se ločil od žene in poročil z Marion. Nato je uradno posvojil Ano, morda zato, da bi prikril dejstvo, da se je rodila kot posledica afere. S poroko njenih staršev leta 1918 je Ana postala edini otrok zelo premožne družine. To je temeljilo predvsem na Petrovi poslovni dejavnosti. Po izobrazbi je bil Peter inženir. Leta 1901, ko je bil star 40 let, pa je izumil živo srebrno parno svetilko. To je bila vrsta plinske razelektritvene svetilke, ki uporablja električni oblog, ki poteka skozi izparjeno živo srebro, da ustvari zelo močno svetlobo. Nova svetilka je prinašala ogromne prednosti v primerjavi s prej razpoložljivimi žarnicami. Predvsem dejstvo, da so žarnice, uporabljene v njej, lahko zdržale do 24.000 ur in oddajale zelo močno svetlobo. To jih je naredilo idealne za uporabo v uličnih svetilkah in drugih okoljih, kjer so bile potrebne zelo močne luči, kot so operacijske dvorane v bolnišnicah, stadioni in druge javne zgradbe. Zaradi tega je bila živo srebrna parna svetilka hitro široko sprejeta po zahodnem svetu. In pravzaprav so te vrste svetilk še vedno zelo razširjene v mnogih državah. Več kot 120 let kasneje, in ker jo je izumil in imel patent za zasnovo, je Peter Cooper Hewitt postal zelo bogat človek. To je bilo okolje, v katerem je Ana odraščala, in to je imelo ključen vpliv na celotno potek njenega življenja. Ana svojega očeta ni zares poznala. Umrl je v zgodnji jeseni leta 1921, kmalu po njenem 7. rojstnem dnevu. Peter se je rodil leta 1861 in med njim ter Anino materjo je bila 20-letna starostna razlika. Zato ni bilo presenetljivo, da je umrl veliko pred Marion. Njegova oporoka je bila nekoliko nenavadna. Celotnega premoženja ni zapustil svoji ženi. Prav tako ga ni enakomerno razdelil med njo in njunega edinega otroka. Namesto tega je Peter določil, da bo Marion prejela le 1/3 njegovega premoženja, medtem ko bo Anne prejela preostali 2/3. To premoženje bi prevzela poleti leta 1935, ko bi dopolnila 21 let. Vsota denarja je bila zelo velika. Čeprav je imel njegov prvotni načrt za živo srebrno parno svetilko nekaj težav z zasnovo, je do leta 1903 odpravil pomanjkljivosti in svetilka je bila nato sprejeta po vsej Združenih državah in v mnogih evropskih državah. To vključuje inovacijo, znano kot živosrebrni obločni usmernik, ki je lahko pretvoril izmenični tok v enosmerni tok. Dve vrsti toka, kar je sprožilo vojno. Toko v 80. letih 19. stoletja med Thomasom Edisonom in Georgeom Westinghousom. Dodaten zagon za njegove finance je prinesel pojav hollywoodske filmske industrije in sprejetje Hewittovih svetilk za osvetljevanje studijev. Zaradi teh prizadevanj je, ko je umrl leta 1921, za seboj pustil premoženje v vrednosti $4 milijone, kar je danes, odvisno od izračuna inflacije, več kot $100 milijonov. Približno 2,7 milijona dolarjev tega denarja je bilo dano v sklad za Anne, ki bi ga podedovala leta 1935. Žal je ta denar postal osrednji del njene tragične zgodbe v 30 letih prejšnjega stoletja. Odnosi med Anne in njeno materjo so bili vedno napeti, kar se je nadaljevalo tudi, ko je odraščala. Marion je bila kruta do svoje hčerke, jo je verbalno žalila, jo je imenovala grdi raček in imbecilka, včasih pa je Anne tudi fizično poškodovala. Mnogo let kasneje je Anne povedala, da se je mati redko približala. Namesto tega pa je najela služkinj, ki so ji pomagale pri vsem,
od oblačenja zjutraj in priprave obrokov do tega, da so jo zvečer spravile v posteljo. Namesto tega je Marion živela odmaknjeno življenje in se je v nekaj letih po Peterjevi smrti še dvakrat poročila. Najprej se je leta 1922 poročila z baronom Frederikom Emilijem Regijem Dolangerjem, nato pa leta 1926 z Georgem Williamom Charlesom MacArthurjem. Marion si je prav tako razvila vrsto zlobnih navad, zaradi katerih je postopoma zapravljala ogromno bogastvo, ki ga je zapustil njen mož. To sta bila vse večji alkoholizem in nagnjenost k igram na srečo, strupena mešanica za žensko, ki ima veliko denarja za izgubiti. Do 30 let prejšnjega stoletja se je tem razvadam predajala predvsem v Kaliforniji, kjer sta z Anne živeli v San Franciscu. Medtem je Anne živela v osami, saj jo je njena mati zaklepala v njeno sobo in ji namerno skušala preprečiti, da bi sklepala prijateljstva ali se družila. Ko je Anne odraščala in se bližala svojemu 21. rojstnemu dnevu ter starosti, pri kateri bi podedovala denar, ki ga je zapustil oče, je njena mati očitno začela spletkariti, kako bi si lahko prilastila to premoženje. In zdelo se je, da obstaja en način, kako priti do te dediščine. Pogoj v oporoki njenega pokojnega moža je bil, da če bi Marion iz kakršnega koli razloga preživela svojo hčer in če bi Anne umrla brez otrok, bi Annin delež premoženja prešel nazaj na Marion. To je bil razumen pristop, vendar je Marion to poskušala izkoristiti na posebej zlovešč način, ko se je njena hči bližala 21. rojstnemu dnevu. Avgusta 1934, ko je bila stara 20 let, je Anne kosila s svojo materjo na obrobju San Diega, ko je začutila neprijetno bolečino v trebuhu. Anne so takoj odpeljali v bolnišnico in pri vhodu je naletela na zdravnika Tiltona Tillmana. Takoj, ko je zdravnik videl Anne, je povedal, da ima vnetje slepiča in da bo morala na operacijo, da ji odstranijo slepič. Vnetje slepiča ni bila ravno nenavadna diagnoza, vendar je Anne kasneje razkrila, da je zdravnik Tillman nikoli ni fizično pregledal, da bi potrdil, da res trpi za tem. Anne je 4 dni kasneje prestala operacijo in nato več tednov okrevala v bolnišnici. V tem času je postajala vse bolj sumničava glede tega, kaj se dogaja. Slučajno je slišala več pogovorov, kjer so zdravniki in medicinske sestre skrivaj govorili o njeni oskrbi ter jo imenovali za neumno pacientko. Kar bi Anna kmalu odkrila je bilo, da so ji poleg odstranitve slepiča med operacijo zdravniki opravili tudi salpingektomijo, poseg, pri katerem so ji odstranili jajcevode. Ta operacija se običajno izvaja za preprečevanje raka ali za zdravljenje zunajmaternične nosečnosti. Toda v tem posebnem primeru je Annina mati načrtovala, da bodo zdravniki opravili poseg kot obliko sterilizacije, da Anna ne bi mogla imeti otrok. Uspelo ji je prepričati zdravnike, da to storijo, tako da jih je podkupila in ostalemu osebju bolnišnice povedala, da je Anna umsko prizadeta. V tem času je bila evgenika še vedno sprejemljiv del zahodne znanstvene in medicinske misli. Zato so zdravniki opravili poseg, da bi preprečili, da bi Anna imela otroke, ki bi prav tako lahko bili duševno prizadeti. Anna tako nikoli ne bi imela otrok in ena izmed glavnih določb očetove oporoke je bila izpolnjena, da bi Mariana lahko pridobila Annin denar. Anna se ni vdala in sprejela te grozljive travestije medicinske krivice in fizičnega pohabljanja. Namesto tega je najela odvetnika in januarja 1936 je na zelo odmevni tiskovni konferenci v pisarni v San Franciscu zbranim novinarjem izjavila, da toži svojo mater za $500,000, pri čemer je trdila, da je Mariana najela 2 zdravnika, da sta jo sterilizirala ter da jo je tudi podkupila z denarjem, vzetim iz Anninega sklada. Tisk je zgodbo pograbil z odprtimi rokami, saj je postavila zlobno mater proti bogati mladi dedini. Leta 1936 je bilo v nekaterih vodilnih časopisih v državi objavljenih na desetine zgodb. Sčasoma so se stvari zaostrile. Policija se je vmešala in tako Marion kot tudi oba zdravnika, ki jo je podkupila, so aretirali in obtožili kaznivega dejanja pohabljanja, kar je ohlapno opredeljen zločin, ki lahko vključuje pohabljanje ali iznakaženje osebe.
Če bi bila spoznana za krivo, bi Anina mati lahko dobila do 14 let zapora. A vendar ni prišlo tako daleč. Na koncu, ko je policija izsledila Marion, so jo našli v bolnišnici v New Jerseyju, potem ko je poskušala storiti samomor. Ko je prišlo do tega, Anne ni bila pripravljena pričati proti njej na sodišču, če bi to pomenilo, da bi jo poslali v zapor. Zato je bil primer tiho opuščen. Marionina spletka se nikoli ne bi uresničila. Čeprav Anne nikoli ni mogla imeti otrok, je morala še vedno umreti pred poroko, da bi njena mati lahko pridobila 2 vejca, $7 milijonov vredni del dediščine. In to se nikoli ni zgodilo. Pravzaprav je Marion v nekaj letih umrla. Umrla je 30. aprila 1939, stara 57 let. Medtem ko je živela v enosobnem, bednem stanovanju v New Yorku, brez denarja in sama. Anne je nato imela pestro življenje. Čeprav tragično nikoli ni mogla imeti otrok, se je poročila skupno 6-krat. Za razliko od svoje matere ni iskala bogatih mož. Tega ni potrebovala. Namesto tega se je poročila z moškimi iz skromnih okolij, med katerimi so bili rudar, natakar in kavboj, ki je bil hkrati tudi DJ. DJ in občasni kavboj ni bil nihče drug kot Frank Rodale Roy Nicholson. In bil je tako 4. kot 6. mož, saj se je enkrat ločila od njega, nato pa sta se kasneje pobotala in ponovno poročila. Njen zakon z Nicholsonom je Anne znova postavil v središče medijske pozornosti v poznih 40 letih, ko se je prvič poročila z njim. Nicholson se je ločil od svoje takratne žene, da bi se lahko poročil z Anne, vendar so njegovo ženo našli mrtvo le nekaj ur potem, ko je bila ločitev dokončana. Njeno smrt so kasneje razglasili za samomor. Nicholson pa je bil oproščen kakršnekoli vpletenosti, vendar so časopisi zgodbo predstavili na čim bolj škandalozen način. Le nekaj tednov kasneje sta bila Anne in Frank vpletena v dodatne pravne težave, ko so ugotovili, da sta lagala pod prisego v dokazih, ki so jih predložili v okviru kalifornijskega zakona o predporočni krvni preiskavi, da bi pospešila svojo poroko. Zadnje dejanje v Anninem dramatičnem življenju se je zgodilo v 50 letih prejšnjega stoletja, v času protikomunistične histerije v Ameriki. To se je zgodilo, ker se je odločila kandidirati za ameriški senat v zvezni državi Nevada, da bi se borila proti komunizmu. Frank je postal njen vodja kampanje, ko je kandidirala na republikanski listi, vendar je v nenavadnem preobratu dogodkov tudi javno izjavil, da namerava glasovati za njenega demokratskega nasprotnika. Kampanja ni nikoli dosegla ničesar več kot nekaj senzacionalističnih naslovov v medijih. Anne je umrla kmalu zatem zaradi raka februarja 1956 v Mehiki, stara komaj 41 let, čeprav nekateri viri pravijo, da je bila stara 40 let. Njeno premoženje, za katerega si je njena mati tako zlobno prizadevala, je bilo zapuščeno Franku Rodalu Royu Nicholsonu. Za našo zadnjo zgodbo se odpravljamo v Ameriko poznega 19. stoletja, kjer je bila ena najstnica proti svoji volji poročena z britanskim vojvodo, da bi njena mati izboljšala svoj družbeni položaj. Consuela Vanderbilt se je rodila v New Yorku 2. marca 1877. Njen oče je bil William Kissim Vanderbilt, potomec ene najbogatejših ameriških družin iz obdobja pozlačene dobe. Vanderbilt je bil železniški direktor, ki je leta 1879, 2 leti po rojstvu Consuele, slavno preimenoval P.T. Barnum Great Roman Hippodrome v New Yorku v Madison Square Garden. Njena mati je bila Alva Erskine Smith, bodoča voditeljica ameriškega sufražetskega gibanja. Consuelo je dobila ime po svoji botri, najbližji prijateljici svoje matere, Consuelo Isnaga, ki je bila napol Kubanka. Čeprav se je rodila v izjemno premožni družini, njena vzgoja ni bila idealna, še posebej po sodobnih merilih. Ko je odraščala, je morala nositi jekleno palico vzdolž hrbta, da bi zagotovili, da ima čim bolj vzravnano držo. Njena mati je to vsilila in je bila nasplošno zelo dominantna oseba, ki je določala, kaj bo Consuela nosila, in ni oklevala uporabiti telesne kazni, če ji Consuela ni bila poslušna. Tudi njeno otroštvo je bilo precej osamljeno, saj so jo doma poučevali različni zasebni učitelji in učiteljice.
Treba je razumeti širšo družinsko dinamiko, da bi lahko dojeli, kako se je Consuelino življenje odvijalo v naslednjih desetletjih. Rojena je bila v družino Vanderbilt, eno najbogatejših in najvplivnejših družin v Ameriki obdobja pozlačene dobe, ki je svoje bogastvo dolgovala Consuelinemu pradedku Corneliu Vanderbiltu. Cornelis je svoje prvo bogastvo ustvaril v 30. in 40. letih 19. stoletja, ko je postal najpomembnejša osebnost v ladijski in transportni industriji v New Yorku in ob reki Hudson. Denar, ki ga je zaslužil s temi podvigi, je uporabil za širitev poslovanja tudi v železniško industrijo, kjer je v 50. in 60. letih 19. stoletja po Združenih državah položil na 10.000 kilometrov železniških prog. Do 70. let 19. stoletja, tik pred svojo smrtjo, je veljal za najbogatejšega človeka na svetu. Čeprav je bilo te stvari v 19. stoletju težje izmeriti kot danes. Consuelin dedek, Corneliusov sin, William Henry Vanderbilt, je podedoval večino bogastva družine Vanderbilt, ko je njegov oče umrl leta 1877. Toda William je umrl le nekaj let kasneje, leta 1885, in nato naprej je bilo bogastvo družine Vanderbilt razdeljeno med vse večje število družinskih članov. Glavna upravičenca po Williamovi oporoki sta bila Cornelius Vanderbilt II., Consuelin strik in njen oče, ki sta podedovala približno $55 milijonov, kar je danes skoraj 2 milijardi dolarjev. Tako se je Consuela rodila v izjemno bogato družino. Nažalost je to bogastvo njeno življenje oblikovalo tako negativno kot pozitivno. Že od začetka najstniških let so se pojavljala ugibanja, koga bi se Consuelo lahko poročila. Bila je namreč hči enega najbogatejših ljudi na svetu in poroka z njo bi vsakemu morebitnemu možu prinesla ogromno bogastvo. Njena mati se je tega zelo dobro zavedala in je bila odločena, da bo Consuelo sklenila zakon z nekom visokega statusa. Poleg tega je bilo, ko je postajala mlada ženska, očitno, da dedinja Vanderbilt ni bila le izjemno bogata, ampak tudi zelo privlačna. J.M. Barrie, avtor Petra Pana, se je nekoč pošalil o njej. Ves dan bi stal na ulici, samo da bi videl Consuelo, kako vstopa v svojo kočijo. Ko je Consuelo vstopila v pozna najstniška leta, se zdi, da se je njena mati odločila, da se bo njena hči poročila z britanskim plemstvom. Pri tem ni bila sama. Ker je veliko ameriških družin v drugi polovici 19. stoletja postalo izjemno bogatih, so svoje hčere uporabljali kot tako imenovane dolarske princese, kjer se je bogata ameriška dedinja poročila z britanskim aristokratom. Novo bogastvo v Ameriki se je v teh zvezah združilo s starosvetnim plemstvom. Vendar pa je bil še en razlog za Alvino vztrajanje. Marca 1895 se je Alva ločila od svojega moža Williama Vanderbilta in bila zaradi tega izgnana iz visoke družbe. Obupana, da bi si povrnila svoj družbeni položaj, je Alva potrebovala, da se Consuelo poroči z zelo uglednim plemičem. In na njeno srečo je bil za takšno zvezo idealen kandidat. To je bil Charles Spencer Churchill, 9. vojvoda Marlborough. Marlborough je bil potomec ene najbolj priznanih plemiških družin v Britaniji, saj je prvi vojvoda vodil britanska vojaška prizadevanja med vojno za špansko nasledstvo v začetku 18. stoletja. Takrat je zgradil eno najveličastnejših britanskih posesti, znano kot palača Blenheim. Vendar so se Spencer Churchillovi do poznega 19. stoletja znašli v gospodarskih težavah, kljub velikemu častnemu slovesu njihove hiše. Tako je bila zveza med 9. vojvodo in Consuelo poroka iz koristi. Marlborough bi dobil sredstva, ki jih je potreboval, da bi, kot je kasneje trdil, rešil palačo Blenin, medtem ko bi Vanderbilti kupili svojo pot v britansko aristokracijo, Alva pa bi ponovno pridobila svoj družbeni položaj. Kljub temu Consuelo v zakon ni stopila prostovoljno. Ko je njena mati Alva prvič omenila poroko, je bila Consuelo že naskrivaj zaročena z Winthropom Rutherfordom, družabnikom tistega časa, ki je bil precej starejši od nje. Toda Consuelo je bila v mladosti popolnoma prestrašena in podrejena materinim željam. Zato je kljub pomanjkanju zanimanja za poroko s Spencerjem Churchillom na materino zahtevo privolila v zakon.
Očitno je odločilno vplivalo to, da jo je mati čustveno izsiljevala, saj je trdila, da se ji zdravje zaradi Consueline nepripravljenosti na poroko drastično slabša. Poroka je bila uradno sklenjena 6. novembra 1895, ko je bila Consuela stara komaj 18 let. Očitno je, ko je stala pred oltarjem, pod tančico jokala. Kot del dogovora je Marlborough prejel delnice železnice Vanderbilt v vrednosti 2,5 milijona dolarjev, kar bi danes znašalo skoraj 100 milijonov dolarjev. Čeprav je bila zveza za Spencer Churchillove finančno izjemno koristna, je bila z osebnega vidika prava katastrofa. Tako Consuelo kot Charles sta morala zaradi poroke opustiti zveze, v katerih sta bila, in drug do drugega nista gojila toplih občutkov. Pravzaprav je Alva Vanderbilt, Consuelina mati, v kasnejših letih odkrito priznala, da je hčer prisilila v poroko z Marlboroughom. Tako Consuelo kot Charles sta se hitro zapletla z drugimi ljudmi. Ona je začela razmerje z Reginaldom Fellowsom, Marlboroughvim bratrancem, medtem ko je vojvoda za svojo ljubico vzel ameriško družabljico iz visoke družbe po imenu Gladys Marie Deacon. Do leta 1906 sta se vojvoda in njegova žena dejansko ločila, čeprav sta uradno ostala poročena vse do 20 let prejšnjega stoletja. Kljub nesrečnemu zakonu sta imela 2 otroka. John Albert se je rodil 18. septembra 1897. Leta 1934 je postal 10. vojvoda Marlborough. Drugi deček, Ivor, se je rodil le leto za Johnom, 14. oktobra 1898. Ivor se je izkazal v Franciji med Prvo svetovno vojno in prejel francosko legijo časti. Kljub neopazni naravi njenega zakona z vojvodom Marlboroughskim je bila Consuela priljubljena med služabniki in osebjem v palači Blenheim ter v širši regiji Oxfordshire, kjer je bila palača. V 90. letih 19. stoletja in v začetku 20. stoletja so jo dojemali kot prijazno in sočutno predstavnico rodbine Spencer Churchill. Velikodušno pa je darovala tudi lokalnim porodnišnicam in dobrodelnim organizacijam, ki so pomagale revnim. Kljub temu se je Consuela poročila z Marlboroughom v času naraščajočih napetosti v evropski politiki. Velike sile so bile v ostri tekmovalnosti že od 70. let 19. stoletja, ki so jo spodbujali nacionalistični občutki, tekmovanje za kolonialne posesti v Afriki in Aziji ter napetosti med silami, kot sta Velika Britanija in Nemčija. Do začetka 20. stoletja sta se po vsej celini oblikovali 2 glavni oboroženi zavezništvi. Leta 1914 pa je regionalna kriza na Balkanu prerasla v Prvo svetovno vojno. Consuelo se je hitro vključila v filantropsko in dobrodelno delo, da bi pomagala vojnim prizadevanjem v svoji novi domovini. 5. avgusta 1914, le nekaj dni po izbruhu vojne, skupaj z Lou Hoover, ženo bodočega predsednika ZDA Herberta Hooverja in Lady Randolph Churchill, je ustanovila Ameriški ženski sklad za pomoč v vojni, izseljensko organizacijo Američank, namenjeno financiranju in pomoči vojnim prizadevanjem v Veliki Britaniji. V naslednjih nekaj letih je Consuelo prek Ameriškega ženskega sklada za pomoč v vojni sodelovala pri zbiranju sredstev iz Amerike za pomoč Veliki Britaniji. To je trajalo, dokler se Združene države niso leta 1917 pridružile vojni na strani Velike Britanije in Francije. Sklad je z zbranimi sredstvi financiral tudi pletilnice in delavnice, ter celo opremil vojaško bolnišnico. Do konca vojne je tako imenovana Ameriška ženska vojna bolnišnica oskrbela več kot 7000 ranjenih vojakov. Consuelo in Charles sta svojo ločitev uradno zaključila leta 1921. Do takrat je bila Consuelo že dolgo v razmerju z Jacquesom Balsanom. Balsan je bil pionir letalstva, ki je okoli preloma stoletja začel delati z baloni, nato pa je po sodelovanju z bratoma Wright, prvim človekom, ki je leta 1903 poletel z letalom v Kitty Hawku, prešel na gradnjo letal. On in Consuelo sta bila v razmerju že mnogo let, preden je ona dobila dolgo pričakovano ločitev od Marlborougha. In takoj, ko je bila ta dokončana, sta se Consuelo in Jacques poročila, 4. julija 1921. On je imel 52 let, ona pa 44. Consuelin drugi zakon je bil zelo srečen.
V avtobiografiji, ki jo je v začetku 50. let napisal pisec v senci, je Consuelo svoj čas z balisanom opisala kot zlato. V 20. in 30. letih prejšnjega stoletja sta večinoma živela v Parizu in sta komaj ušla iz francoske prestolnice ob napredovanju nacistov po leti 1940, ko sta pobegnila v Španijo in nato na Portugalsko, preden sta odpotovala v Združene države. Nato sta se naselila na Floridi, kjer sta preživela preostanek svojega življenja v Ameriki. Večino poznejših let zakona sta Consuelo in Jacques preživela v Manalipinu, majhni skupnosti v okrožju Palm Beach na Floridi. Tukaj sta s svojim drugim možem zgradila veliko vilo, ki sta jo poimenovala Casa Alva, po Consuelini materi. Hiša, zgrajena na posestvu velikem 150 akrov, je obsegala 26.000 kvadratnih čevljev in je bila ob prodaji v 50. letih ocenjena na $568,000, kar bi danes pomenilo več milijonov dolarjev. Casa Alva ima svoje mesto v sodobni zgodovini. Leta 1946 je tukaj bival Consuelin bratranec po prvem zakonu, nekdanji britanski premier in voditelj v času vojne Winston Churchill, ko je bil na poti, da bi imel govor na koledžu Westminster v Missouriju. Tako naj bi Winston Churchill v Consuelinem domu izpilil in vadil svoj znameniti govor o železni zavesi. V njem je zloglasno opisal sovjetsko oblast v vzhodni in srednji Evropi kot železno zaveso, ki se spušča čez sredino Evrope. Consuelo in Jacques sta večino poznejših let zakona preživela na Floridi, hkrati pa sta imela domove tudi v New Yorku in na Long Islandu. Leta 1953 je izšla avtobiografija Consuelo, ki jo je kot prikriti avtor napisal Stuart Preston, ameriški umetnostni kritik in pisatelj. Z naslovom Blišč in zlato je ponudila zabaven, čeprav zelo izbran prikaz svojega življenja in sveta dedinje iz pozlačene dobe. Jacques je umrl 4. novembra 1956 v New Yorku. Njegovo telo so vrnili v Francijo in ga pokopali v Parizu. Žal je njen mlajši sin Ivor umrl septembra 1956, preden je dopolnil 60 let, le nekaj tednov pred Jacquesom. Po njuni smrti je Consuelo prodala Casa Alva in nato večinoma živela v New Yorku in na Long Islandu. Consuelo je umrla v svojem domu v Southamptonu na Long Islandu 6. decembra 1964 pri 87 letih. Njeno telo so prepeljali nazaj v Anglijo in jo pokopali v cerkvi Sveto Martina v Bladenu v Oxfordshiru, nedaleč od palače Blenin, poleg njenega pokojnega sina Ivorja. Večina njenega premoženja je prešla na njenega preživelega sina, 10 vojvodov Marlborougha. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o teh različnih tragičnih dedinjah. Upam, da vam je bil zanimiv. Sporočite mi v komentarjih spodaj, kaj si mislite o njihovih življenjih in če imate kakšne druge predloge ali želite več daljših kompilacijskih videov, mi to sporočite v komentarjih spodaj. To je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednji epizodi Forgotten Lives. Hvala.